prinašamo dan. Pesmica naša srca oglaša, Božja ljubezen prenaj iz nas. Pozdravljeni otroci, danes je že 17. dan Šmarnic, pa najprej začnimo s križom, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Včeraj ste poslušali zgodbico o svetnikih, ki so tudi radi šaljivci. Svetnik razumemo bolj kot zelo resne, ampak en svetnik je bil, ki je bil predstavnik šaljivcev, ki se je rad smejal in je rad stresal šale. Ta je bil svetnik Filip Neri in zanj je bilo značilno, da so ga ljudje imeli zelo radi in so uživali v njegovi družbi. Zaradi njegovega govorjenja, zaradi šaljivega načina in zaradi tega, ker so mu ljudje tudi radi zaupali težave in iskali njegove nasvete. Današnja zgodba pa nosi naslov Majhna žena velikega srca. Mar ni podobno, kot Janez Bosko tudi mati Terezija skrbela za reveže, se je spomnila Manca. Res je, se je strinjal Peter, o njej sem slišal pri verouku. Mati Terezija je skrbela za ljudi, ki so bili od vseh zavrženi in so bolni ležali po ulicah indijskih mest ter umirali med smetmi, je potrdil Serafinček. Kako je bila dobra, se je oglasila še Tamara. Res je bila dobra, je pokimal Serafinček. Rodila se je pred dobrimi 100 leti v Skopju, ki je glavno mesto Makedonije. Že kot otrok je sodelovala pri misijonskem krožku. Ko je postala polnoletna, je vstopila v red lorejskih sester. Kdo pa so to, je Tamara prekinila Serafinčka. To so redovnice, ki se posebej posvečajo misijonom. Ker je hotela postati misionarka, je odšla najprej na Irsko. Od tam je šla v Indijo, kjer so te sestre imele svoje misijonske postojanke. Mati Terezija je sledila Božjemu glasu, ki je narekoval, naj se posveti najrevnejšim ljudem indijske družbe. In sledila je Božjemu klicu, je zaključil Peter. Zakaj ga nenehno prekinjata, je spet ugovarjala Manca. Kot sem dejal, je v srcu slišala Božji glas, ki je naročal, naj se posveti najrevnejšim pripadnikom indijske družbe. Zato je odšla svojo pot. Redovno oblačilo sester Loretink je zamenjala s sarijem. To je oblačilo revnih indijskih žena. Moder rob na oblačilu pa je pomenil, da hoče biti podobna nebeški materi Mariji. Tako je mati Terezija ustanovila red misijonark ljubezni. S sestrami je po ulicah indijskega mesta Kalkuta pobirala bolne in umirajoče ter jim pomagala, da so svoje življenje zaključili v človeka vrednih razmerah. Se pravi, da njeno življenje ni bilo lahko, je bila sočutna Manca. Njeno življenje je bilo polno skrbi in žrtvovanja, se je strinjal Serafinček. Vendar je bila mati Terezija žena molitve. Zanjo je bilo značilno, da je v rokah vedno držala rožni venec in nenehno je molila. Torej je bila molitev tista, ki je dajala moč, je ugotovil Peter. Res je, molitev je dajala moč, še posebej v najtežjih trenutkih življenja. Misionarke ljubezni še danes živijo v strogem oboštvu in v različnih delih sveta skrbijo za najbolj uboge in pomoči potrebne ljudi. Ko je ustanovila novi red, so se ji pridružile prve sestre. In kmalu zatem je v Kalkuti odprla prvo hišo, ki je bila namenjena umirajočim. Prejela je veliko mednarodnih priznanj, ki osebno niso veliko pomenila. Vsa sredstva, ki jih je dobila, je namenila za pomoč zapuščenim. Pomeni, da so ljudje jo spoštovali, je zatrdila Manca. Zelo so jo cenili. Med drugim je v Kalkuti podaril hišo muslimanski sodnik, kar kaže, da je bilo njeno delo res cenjeno.
To je bila pa res velika žena, je priznal Peter. Bila je velika žena po srcu in po duhu, je pokival Serafinček. Telesno pa je bila majhna in šibka. Prava moč ne prihaja iz telesa, temveč iz duha, kar je mati Terezija dokazala s svojim življenjem, je zaključil Serafinček. Današnja naloga je: zmoli molitev Zdrava Marija za vse trpeče in zapuščene. Pa zmolimo skupaj molitev: O Gospa moja. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti danega skažem, ti danes posvetim. Svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem tvoja dobra mati, varuj me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Sveta Marija, prosi za nas. Sveta Mati Božja, prosi za nas. Sveta Devica, prosi za nas. Mati Cerkve, prosi za nas. Mati milosti Božje, prosi za nas. Mati prečista, prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Jesus, my God.